Kot zadnji dvoboj v tem 13. krogu poteka obračun med domačim Celjem in Koprom, dvoboj zgornjega dela lestvice. Oboji pa so tokrat predstavili novega trenerja na klopi. Prva akcija tekme za domače Celjane, Volaš je bil sam pred vrati gostujočega vratarja Simčiča, a tokrat nekoliko zgrešil tale zaključni strel, ostala je pri začetnem rezultatu še napad za Celjane, odbita žoga proti Cvijanoviću, tudi on je prvič igral za Celje, potem ko je končno prejel registracijo in je lahko zaigral za novi klub. Že v naslednji akciji na drugi strani pa gol v domači mreži, udaril je Matej Pučko, tole je bil odličen zaključek Pučka in prednost Koprčanov 1:0. Lep zaključek, dober strel, natančen in močan in prednost za gostujoče nogometaše. Napad Celjanov za izenačenje ob koncu prvega polčasa, Čirjak, odličen strel, žoga pa je na koncu končala v kotu. Po kotu so podali nogometaši Celja, Travner pa je bil pred vrati, a na koncu zgrešil in streljal nekoliko previsoko. Drugi polčas in prva situacija za nogometaše Kopra. Ibričić je streljal iz tega prostega strela, brez nevarnosti za Rozmana in še napad za Celje. Tole je bil pravi evrogol za izenačenje, zadev je tokrat Rahmanović in izenačil na 1:1. Lepo se je znašel Rahmanović, obrnil in prišel do strela, s pomočjo prečke pa je premagal vratarja Simčiča. Nedvomno gol, vreden večkratnega ogleda. Do konca tekme še nekaj napadov na eni in drugi strani. Najprej prekršek Piška, ki je prejel še en rumeni in posledično tudi rdeči karton. Z igralcem manj so Celjani dokončali tekmo in z 10 igralci igrali v zadnjih 16 minutah. No, napad za nogometaše Kopra, tole je bil strel Jake Štromajerja in žoga v kotu za Koprčane, potem pa še predzadnja minuta in sam pred vrati Pučko zapravil je najlepšo koprsko akcijo tega polčasa in priložnost za zmago je šla po zlu. Končni izid tekme v Celju, Celje Koper 1:1. Dobro smo odprli tekmo, že v drugi minuti je imel Volaš izjemno priložnost, na kar smo naredili eno veliko napako, dobili iz tega tudi zadetek, potem izenačili in tudi po rdečem kartonu smo zelo dobro igrali, na koncu pa tudi smo zadovoljni za to točko. Doći u Celje u ovakvim okolnostima, bez 4-5 nama strahovito bitnih igrača, bez kompletne obrane, centralne. V izjemno težki situaciji smo prišli v Celje brez 4-5 igralcev, brez kompletne obrambe, ampak meni je pomembno, da smo bili danes enakovredni. Imeli smo nekaj težav na bokih, po predložkih z bokov in nekakšen, lahko rečem, da je to zaslužen rezultat, kajti Celje doma odlična ekipa. Imeli smo nekaj dobrih minut ob koncu tekme, imeli smo nekaj priložnosti, žal mi je teh minut, menim, da je bila tekma kvalitetna in lahko rečem samo čestitke domačim in tudi našim, tudi publika je lahko uživala in menim, da je bila to izjemno dobra tekma. Korektna, što je jako bitno i čestitam i domaćinima, svako i treneru, i igračima, i svojim igračima, i publici, jer zato nogomet i postoji. Mislim da je bila dobra utakmica i za sve zanimljiva.